Dober dan vsem, ki nas sledite preko radia ali socialnih omrežij. Kot rečeno, je to še zadnje današnje srečanje z novoizvoljenimi župani. Gospodu Steglu naj privoščim seveda dober dan. Dober dan. Zadnjič, ko so se srečala, je bila še končana volilna tekma, zdaj en teden mimo je bil bolj miren, bolj sproščen ta teden. Bil je bolj sproščen, je bil pa, tako smo rekel, precej delaven. Precej delaven. No, sej to je tisto, kar ste tudi že zadnjič omenili, da pravzaprav bo že prvi dan delaven. Kako je to izgledalo? Kaj to pomeni? A ste pravzaprav začeli že s postopki za primopredajo? Jaz sem pač, ko sem se odločil za kandidaturo, sem pač zadevo mislil resno speljati, tudi v primeru izvolitve. Tako da v bistvu smo se začeli že pripravljati na konstitutivno sejo, ki bomo imeli že ta teden v sredo. Tukaj je bilo treba speljati več stvari, pač različne pogovore, pripraviti. Srečal sem se tudi z pač županjo, glede primopredaje. Tako da smo stvari resno vzeli v roke, da stvari speljemo, prevzamemo pač neko stanje, ki bomo nadaljevali potem še pred začetkom raznih praznikov. Če drži informacija, boste za razliko od vaših predhodnikov nepoklicno opravljali to funkcijo, drži? Tako je, ja. A kaj to pomeni, da bo morda tako kot v preteklosti že bilo tudi v Kanalu, pa kot drugih občinah, morda kaj več dela bilo za podžupana, eventuelne podžupane, županje? Predvsem tukaj je moj namen bil ta, da sem neodvisen, da pravzaprav nekako jasno je, da bom jaz še zmeraj vodil zadevo. Ne mislim se tukaj naslanjati v taki meri na podžupane. Tukaj bom bolj deloval v smislu bolj ožjih pooblastil za določene naloge. Gre se bolj za to, da ne obremenjujem proračunskih sredstev občine, da imam tukaj neko časovno fleksibilnost, ker v bistvu človek mora biti dejansko dostopen ljudem. Jaz bom probal biti čim več na terenu, osebno se srečevati z ljudmi, tako da jaz mislim, da ta nepoklicnost bo bolj v smislu nekega pravnega, formalnega statusa. Aha, se pravi, časa bo pa dovolj za eno in pa za drugo, v vsakem primeru. Jaz sem se tako zastavil in pač mislim pač resno stvari premakniti naprej, nadaljevati z delom pri nekih pomembnih projektih, mogoče malo nekatere premisliti. Nekoliko preseneča, da boste že ta teden imeli konstitutivno sejo. Preseneča v smislu predvsem zaradi tega, ker je drugi krog volitev bil komaj pred enim tednom, pa druge občine še niso tako hitre. A to tudi nakazuje kaj, da ste, ne vem, bolj pospešili, bom rekel, recimo ritem? Jaz mislim, da s tem kažemo tudi pač neko resnost, ne? Resno smo pristopili k zadevi s celotno ekipo, in mislimo resno zadevo peljati naprej. Primopredaja pa se še ne bo zgodila na tej seji, ali verjetno roki še niso potekli, ali bo tudi primopredaja? Primopredaja je možno speljati šele po konstitutivni seji, ker se pravzaprav uradno potrdi mandat občinskih svetnikov in župana, tako da nekaj dni potem. To pomeni recimo nekaj v prihodnjem tednu? Ali pa celo konec tega tedna. Ko ste v volilni kampanji ste večkrat rekli, da bo drugače, da bodo spremembe, da bo način dela drugačen. V čem naj bi bil tako? Kaj lahko volilcem rečete, da bo tako drugače, kot je recimo bilo doslej, če ste imeli možnost, koliko ste imeli možnost vpogleda v dosedanje delo? Predvsem tukaj mislim na posvetovanje z krajevnimi skupnostmi, da skupaj izberemo neke prioritetne projekte, da se v bistvu za vsak kraj nekako začrta nek dolgoročnejši načrt, po katerem gremo. Drug del je pa ravno v bistvu nekako dostopnost občine, občinskih storitev, občinskih delavcev prebivalcem. Torej v bistvu neka domačnost, toplina, v bistvu, da se nazaj vzpostavi zaupanje v občinsko upravo. Če se zadržimo še pri spremembah, ki ste rekli, da bodo drugače spremembe, so pa spremembe, ki jih napovedujete tudi na določenih projektih, načrtih, investicijah, odnosu občine do recimo okolja, ne? Ena taka je tudi vodooskrba. Pa začnimo kar s to, mislim, da bomo imeli še časa za še eno vprašanje v tem prvem delu naše oddaje. Če
nameravate imeti Mrzlek kot prvotni vir? Kaj bo z zdajšnjo vodarno Močila? Kaj bo to, po domače povedano, je 1 milijon evrov, ki je bil vanjo vložen, vržen stran, čeprav ga ni dala občina? Glejte, kakor je meni znano, je v bistvu vodarna Močila so pravzaprav še zmeraj v lasti Salonita Anhovo, torej tudi njihov denar je bil investiran, oni vodarno verjetno v neki meri potrebujejo, bo pa to del primopredaje poslov, tako da pravzaprav pravno-formalnih zadev bomo lahko takrat natančno šele komentirali. Smo v drugem delu oddaje z novoizvoljenim županom Miho Steglem in nadaljujemo z spremembami pri načrtih, investicijah in podobne, ki jih je napovedoval tudi že pred volitvami. In sicer, seveda, tema Salonit je neizbežna. Kako ste si zamišljali to vašo napoved, da bi omejevali nadaljne povečevanje sosežiganja odpadkov? Tukaj v bistvu jaz pričakujem, da se bomo na začetku prihodnega leta nekako dobili z ministrom oziroma z vlado in pa nekako računamo tudi na podporo parlamenta, da se določene zakonske zadeve premaknejo. Tukaj mislim tudi predvsem na mejne emisijske vrednosti. Vsekakor bo potrebno se usesti z samim podjetjem Salonit Anhovo, da se nekako začnejo iskreni pogovori, kakšni so načrti, ki so sprejemljivi, torej da gremo v zmanjšanje emisij Salonita Anhovo in ki jih je podjetje pripravljeno speljati, da vidimo tukaj, ali je podjetje pripravljeno konstruktivno sodelovati pri izboljšanju. Ideje, da bi slučajno prav zahtevali odpravo sosežiga ni? Glejte, zakonsko si lahko to želimo. Zdaj moram jaz pravzaprav ravnati v kontekstu tega, kar sem govoril pred volitvami, torej v bistvu, da ne gremo v neko zaprtje, da v bistvu bomo šli v nekaj zmernega, konstruktivnega. Vsekakor ostajam pri jasnem mnenju, da sosežig odpadkov ni primeren za cementarne, vendar bo pa treba tukaj nekako najti neko smiselno pravno pot, kajti v bistvu podjetje ima trenutno okoljevarstveno dovoljenje, ki je časovno neomejeno, torej tukaj bo treba samo res poiskati nek dialog, pa hkrati v bistvu zakonsko stvari v pravo smer obrniti. Kako si pa predstavljate, kako ne bi izgledalo vaša, enako iz predvolilnega programa, napoved, da naj bi si prizadevali za zmanjševanje emisij? Tako je zelo nasplošno napisano, kaj ne bi to pomenilo? Glejte, dolga leta smo poslušali pravzaprav, da cementarne, zato ker imajo drugačen sistem, čiščenje plinov v taki meri ni možno. Jaz, kakor sem zadeve spoznal tokom let, vidim, da zadeve so izvedljive, torej v bistvu tukaj gre predvsem v smer izgradnje filtrov, ki so temu primerne, ki so bolj recimo v smeri tega, kar imajo sežigalnice. Jasno je, da se nekaj da narediti v tej smeri. V redu, nadaljujemo še eni stvari, ki ste napovedali, da bo drugače, in sicer omenili ste oziroma zapisali namero za revizijo obvoznice jedra kanala. A ni zadeva, pravzaprav že malo pozna v tem trenutku? Glejte, v bistvu po mojih informacijah zemljišča še niso odkupljena, ravno to z primopredajo poslov bom pa pridobil bolj podrobno dokumentacijo pa stanje projektov. Predvsem se gre tukaj za neko izvedbo, torej v bistvu če zadeve so še v tej fazi, ki se jih da spremeniti, recimo lokacija mosta ali pa sama trasa, recimo, če lahko prije še do kakšne recimo preusmeritve, pa s tem rešimo še kakšen dodatni problem. Se pravi, daleč od tega, da bi se odpovedali temu načrtu, oziroma da bi zahtevali temeljito, korenito spremembo načrta? Tukaj je treba pač pravzaprav videti, kakšne so možnosti, oziroma v kakšni fazi je ta projekt. Vsekakor je pa to stvar, ki jo bomo mogli z državo tudi doreči. V redu. Žal se nas čas tako priganja, da ne more verjeti. Veliko je bilo še dosti vprašanj. Gospod Stegelj, želimo vam veliko sreče pa veliko uspeha pri vašem nadaljnjem delu naslednje 4 leta in za zadovoljstvo občanov seveda.
Vam, drage in dragi poslušalke in poslušalci, sledilci na socialnih omrežjih, pa hvala, ker ste bili z nami. To je bilo zadnje od današnjih srečanj z župani. Ostanite na stotki. Radio Robin.